tem trenutku prenehaj, pravi senca. Spremljala sem te v vojni in miru. Če se zdaj odtrgam od tebe, ne bo bolelo, lahek boš, lažji od lista. Trst, mesto nenavadnega vzdušja. Danes kot takrat, poleti leta 1914. Zvesto mesto, kakor ga je zelo dolgo časa imenoval postarani cesar Franc Jožef. Zdaj nič več. Mogoče so se stvari spremenile od velike industrijsko-kmetijske razstave naprej, leta 1882, in od afere Oberdan, ob atentatu, ki ga ni bilo in ki bi moral zavedno izbrisati simbol nazadnjaške Avstrije, kot so jo opisovali irredentisti. Mogoče od smrti Sisi naprej, leta 1889, cesarice Elizabete, za katero številni Italijani v Trstu niso hoteli žalovati in ne žalujejo niti sedaj, ko Sisi že 2 leti stoji pred Südbahnom, južno železnico, in je mesto zbralo 100.000 kron za njen spomenik. Niti v Miramar cesar noče več. Preveč spominov, vezanih na brata, s katerim je imel le malo skupnega. Nadvojvoda Maksimilijan, ki je tako oboževal tisti zaliv obdan s skalami in črmi, tako zelo, da je dal zgraditi grad, kjer bi živel s Šarloto. Poimenoval ga je s španskim imenom Miramar. In zdaj Šarlota, princesa belgijska, ki se je že zdavnaj vrnila v Bruselj in zaprla v svojo norost. V sobanah, stolpih, vrtovih, ob morju pa so ostale le še pripovedi tistih, ki so nekoč obiskovali cesarski dvor. In temačne legende, ki so grad ovijale v tančico mraku. Govorice, ki so si jih ljudje šepetali, tudi takrat, tistega vročega poletja leta 1914. Zvesto mesto torej Trst, dedna posest avstrijske cesarske hiše vse od leta 1382, ko se je v strahu pred zavojevalskimi Benetkami samo ponudilo Habsburžanom. Zdaj ne več. Zdaj je za zveste podložnike njenega veličanstva nehvaležni ljubljenec cesarstva. Trst, mesto kontrastov in nasprotij, svetovljansko, južnjaško in sredozemsko mesto, prometno središče ali pa povsem nasprotno, obroben in oddaljen kraj. Mesto, kjer so se srečevali 3 glavni evropski narodi, latinski, germanski in slovanski, in kjer so se v zadnjih letih isti narodi spopadali vse ostreje. Srednje evropsko mesto emporijev in trgovine, razpeto med Merkurjem in Apolonom, ki se gledata zviška. Med gledališčem in borzo. Kulturo in denarjem. Cesarsko mesto ali mesto tranzicije, kjer so se tudi ob koncu tistega junija 1914 odražali nemir in nasprotja, ki so zaznamovala vsakdanjost. Trst, kot bi ga lahko videli skozi leče kamere obskure, ki si jo je v svoji razkošni palači dal narediti Pasquale Revoltella, izredno bogat trgovec, poslovnež na robu zakonitega, investitor Sueškega prekopa, zbiratelj umetnosti in mecen, ki je palačo ob svoji smrti leta 1869 prepustil občini Trst, z namenom, da jo uredi v muzej. In zdaj popotniki in turisti. Izkrcali so se ali pa so pripravljeni, da se vkrcajo na enega parnikov avstrijskega Lloyda, največje pomorske družbe v Sredozemlju. Stopajo in izstopajo.
prečkajo trg. Pogled na kip Maksimiljana. Še zadnji nakupi kinina v lekarni pri Svetem Andreju. In nato geometrija ulic, ki jo risujejo Borgo Giuseppino, novejšo mestno četrt imenovano po sinu Marije Terezije. Visoke palače in dolge ulice, prepojene z vonjavami, ki se vijugasto prepletajo po starem mestu in prispejo na veliki trg, Piazza Grande. Klepet in sprehod pred parkom, ki zapira pogled na morje. Glasba in godba. Nekdo se spominja, kako jo je še pred nekaj leti dirigiral Franz Lehar. S svojimi valčki in operetami. Se gre do cerkve Novi Svet Anton, vzdolž kanala, tržnica, mostovi, sinje kupole slovanske cerkve Sveti Spiridon, ki združuje srbsko skupnost, bolj naprej terezijanska četrt, zgrajena na opuščenih starih solinah. In če je ura prava, se ni moč izogniti postanku za tako imenovani rebekin. Ostri vonji, v trenutku začinjeni. Prav kakor vonjave, ki te ovijejo ob vstopu v drogerijo Tozo. Kjer prodajajo kolonialno blago in morske spužve. Karamele in mila, ki spominjajo na stare čase. Tudi tiste poletne nedelje je slaščičarna La Bomboniera, tako moderna v Liberty stilu, polna kupcev. V vrsti čakajo na slaščico Rigojanči, znano po škandalozni aferi med očarljivim madžarskim violinistom Rigojem Janči in ameriško dedinjo Claro Ward, ki je zaradi njega zapustila moža belgijskega princa de Chimay. Nenavaden sad strastne ljubezni ob koncu stoletja. Torta prežeta z vonjem po čokoladi in prepovedanem. E quanti caffè? In koliko kav, klepet o politiki in knjigah v kavarni San Marco. V kavarni Alispecchi se prebirajo časopisi. V kavarni Tomaso se poskušajo sladoledne novosti. Se klepeta in se sprehaja tiste poletne nedelje, med ulicama Corsija Stadion in Viale dell'Acquedotto, v mestni četrti posvečeni staremu cesarju, Francova četrt, kjer je že od leta 1900 Pirona, s svojimi princes-krofki, nova slaščičarna, ki slovi po svojih preznic in vinu. In po čudnem gostu, Angležu Jamesu Joyceu, ki tam zatrkuje skoraj vsak dan. Najprej dolgo piše, nato vstane in odide poučevat. Daje lekcije mnogim,
tudi gospodu Šmicu, Ettoreju Šmicu, ki je, odkar se je dobro poročil, postal poslovnež in neprizadeto piše romane, ki jih podpiše z Italo Svevo. Li firma Italo Svevo. Poletje leta 1914 je vroče in če drevesa v gozdičku pri palači Ferdinandeo ali ob sprehajališču svetega Andreja, ki je zelo priljubljeno med tržaškimi Angleži, niso dovolj, se gre k morju, na atmosfersko kuro, slana voda in sončenje, kot priporočajo najbolj poslušani zdravniki. 28. junij 1914, skoraj večer. Z Dunaja pride novica. Posebna izdaja časopisa Il Piccolo se deli brezplačno. V Sarajevu sta bila ubita habsburški prestolonaslednik Franz Ferdinand in njegova soproga, vojvodinja Sofija Hohenberg. Ne mine niti mesec in Trst se spremeni v ogromno vojašnico. Na tisoče vpoklicanih, pripravljenih na odhod. Nekaj iredentistov ilegalno prestopi mejo. Ruggero Fauro Timeus, Nazario Sauro, Attilio Hortis, Riccardo Pitteri, Attilio Tamaro, Teodoro Majer, lastnik časopisa Il Piccolo. O crudele ingrata Serbia. Prebivalstvo je zbegano, v očeh slike krst nadvojvodskega para na pomolu San Carlo, prve dni meseca julija, kako se spuščata z admiralske ladje Viribus Unitis, ki jo je tržaška ladjedelnica San Marco zgradila v rekordnem času. Ladijski krst je opravil cesarski par. Bilo je leta 1911. In potem žalni sprevod. Z velikega trga, po Korzu, do vojašniškega trga in železniške postaje Südbana, v spremstvu 2 vrst orožnikov, pešakov, mornarjev in gasilcev. Vzdolž poti črno obrobljene zastave in črni trakovi. V mestnih pločnikih možje s klobuki v rokah in ženske v temnih oblačilih. Poi l'estate. Potem se poletje nadaljuje v svojem počasnem ritmu. Zadnje dni julija prispe v Trst velik živalski vrt v Barkovljah. Se vsak dan tre ljudi in vsi govorijo o zvereh, slonih in kamelah, o 10 tigrih, o naslednjem letovanju, nekdo omeni ultimat Srbiji. In potem vojna. Vlaki se polnijo za odhod, odpotoval je pehotni regiment, pa 97., 5. in 27. regiment Landwehr, skoraj vsi podložniki z Primorja, Italijani, Slovenci in Hrvati. V interesu slehernega vojaškega obveznika je, tako piše na razglasu vojaškega poveljstva, da vzame seboj opremo za obroke, krožnik in jedilni pripor, dobro obutev, čevlje in sandale, topla oblačila in, če je mogoče, odejo. Fronta se nahaja daleč, v Galiciji, pravijo. Nekateri se pritožujejo, do Vidma zdaj vlak potrebuje 8 ur namesto običajnih 3,5. Invece che le solite 3,5. Občasno se kakšen kamen prikotali starega gradišča na vrhu svetega Mihaela, ki po noči od venomer varuje vstop v dolino Glinščice. Pod koraki stražarja se odkotali in se izgubi v luči zahajajočega sonca. Zdaj se tukaj, na ostankih obzidja zgrajenega skoraj 16 stoletij pred Kristusom, razprostirajo strelski jarki. Tu zgoraj je v temnih nočeh brez mesečine videti morje, obsijano z žarometi, ki jih je kraljeva vojna mornarica namestila na občinah. Avstrija krepi svojo prisotnost na Krasu in zdaj v 2. letu vojne zaupa nadzor nad železnico, ki prečka dolino, posebnemu vojaškemu oddelku. Gor in dol, vzdolž tirov, v pričakovanju,
v tišini, na tej liniji, ki jo v Trstu imenujejo železnica svetnikov, zaradi poitalijančenih imen postaj Sant'Andrea, Sant'Ana, San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, Sant'Elia. Pred vojno koliko vlakov za v Istro, polnih tovora ali ljudi. Ob nedeljah izletniški vlaki, Trst, Hrpelje, 50-minutna vožnja za nakosilo v kakšno staro osmico. Era stata l'imperatrice Maria Teresa. Sama cesarica Marija Terezija je kmetom dovolila prodajati njihove izdelke za celih 8 dni. 8 dni torej osmica. In potem še za drugih 8 in še pomnoženo z 8 čez celo leto. Brsteča vejica na vidnem mestu pred hišo, mize in klopi, polni kozarci terana, krožniki s pršutom in sirom, jajca in kruh. Le kdo bi pozabil tako mehak kruh? Tudi sedaj, ko je vojna vse bližje. Množijo se strelski jarki na planoti. Zadaj nad Trstom med občinami in Bazovico so že posekali gozdove, zato da je pogled na morje zdaj nezastrt. Kmetje so pomagali postavljati telegrafske drogove, graditi nasipe in vojaška opazovališča. In tudi z vrha doline Glinščice je obala dobro vidna. Če bi se Italijani slučajno izkrcali, po mestu se šepeta o drznem izkrcanju. Če ne bo povsem jasno, se vidijo pontoni na Zdobbi, kjer so nameščeni topovi kraljevine Italije, in je slišati granate. Vse od meseca maja, ko je v vojno vstopila tudi Italija. Avstrijci so se umaknili na Kraški rog, v zaledje tržiške skakalnice, zgoraj, višje na grmadi, utrjen bunker in skala. Na visokem, z jasnim pogledom na mesta, tovarne elektrarne na Soči, ter na objekt Adria Verke, ki je proizvajala natrijev hidroksid v ladjedelnicah bratov Kozulič z Lošinja, tržaških ladjarjev, na območju antičnih term z zdravilno vodo. Canal de Dottori, odprt leta 1905, ki je pri Zagradcu črpal vodo iz Soče, so kralju zvesti inženirji preplavili. In sedaj se od Romjana do morja razteza le ogromno blatno močvirje. Trst brani morski bataljon Z bataljon Triest, prostovoljci, mladeniči iz dobrih družin in mornarji iz vojaškega oporišča v Puli. Admiralski štab se je preselil v hotel Obelisk na občinah. Mornarji na Krasu se bodo norčevali ljudje. Marinai in Carso, dirà la gente. Toda Kadorna hoče Gorico. Hočejo takšno z drevoredi, vilami, plemiškimi palačami, vrtovi z vodometi, hoče mesto in ne kup razvalin. Okrog gradu so še vedno vrtovi in vinogradi. So posesti čaščelans, graščakov, tako jih imenujejo kmetje ali delavci graščakov, ki so utrjeni na griču znotraj antičnega obzidja. Meščani živijo v mestu z velikimi drevoredi, vilami, palačami in vrtovi, ter se vzpenjajo do gradu na sprehod. Ulica Raštelj s trgovinami, po strmi ulici Kočevja ali pa po položnejši poti skozi Leopoldova vrata, ki od leta 1660 spominjajo na obisk člana habsburške kraljeve družine Leopolda I. v Gorici. Hiše razvrščene tesno druga ob drugi. Cerkev Svetega Duha. Pešaki 3. čete cesarsko-kraljevega Landsturm marš bataljona številka 13,
13. pohodnega bataljona avstrijske teritorialne vojske so grad zapustili že v prvem letu vojne, premeščeni na vzhodno fronto. Pravi pekel, se govori. Da quassù le vedi le trincee. Od tu zgoraj je videti strelske jarke onkraj Soče, na Kalvariji, vse do Oslavja in potem še Sabotin, Škabrinjel, Štanjel, Markov hrib, od zahoda do vzhoda, od severa do juga, do vrha svetega Mihaela, kraške utrdbe vse do morja. Zmagujejo in izgubljajo, tako eni kot drugi, napredujejo in nazadujejo. Italijanske brigade Pavija, Kazale, Peruggia in Lazio, slovenski, dalmatinski in madžarski vojaki, ki branijo vrhove, in v gozdu Kapučo še bataljon pehotnega regimenta, infanterij regiment številka 97, številni Tržačani, Istrani. Mesto je izpraznjeno, številni odpotujejo. Od junija 15.000, skoraj polovica prebivalstva. Gorica, prekleta in hkrati sveta. Kdor ostaja, živi v čakanju. Nadrealno vzdušje v še vedno odprtih lokalih in kavarnah, ki jih častniki obiskujejo z vidno hoteno normalnostjo. Gorica je še vedno, mora biti, kronski biser, kot jo imenuje Franc Jožef. Avstrijska Nica, kraj, ki slovi po svojem podnebju, ugodnem, ki mu ni para vsem cesarstvu. Primeren za zimsko klimatsko bivanje. Trg Travnik, Gosposka ulica, sprehajališče elegantne gospode. Zabave v vili Koronini, v palači Aten. Hoteno vidna normalnost. Celo razvaline obstreljevanj so urejene in natančno zložene. Tako gledajo oči Aliče Šalek, edine ženske vojne dopisnice, zaposlene v Kriegspresse Quartier, glavnem štabu kraljevega tiska za propagando. Ostanki razstreljenih hiš, poroča, so pozorno nadzorovani in tudi pred trupli teh hiš stoji straža. Nepremično pa če strelja ali ne. Trupla hiš. Aličine oči vidijo granate, ki padajo ena za drugo, vendar, dopiše, vsi ostajajo na svojem mestu, niti zdrznejo se ne. V tišini, brez hlepenja po slavi, povsem preprosto, ne da bi se čemurkoli čudili, opravljajo svojo dolžnost. Tukaj se brani Avstro-Ogrska. Qui si difende l'Austria-Ungheria. Aličine oči gledajo pokrajino, danes tako drugačno. Gore, povsem opustošen hrib pri Oslavju. Da lahko tudi gora umre, je moč videti tukaj in ne brez čustev. Vojna ubija ljudi že 2 leti, na to smo se navadili. Toda ubiti goro je nekaj tako grozljivega, da živci tole stežka prenesejo. Aličine oči niso pesniške oči. Kot ta kamen z vrha pri svetem Mihaelu. Tako hladen, tako trden, tako izsušen, tako neobčutljiv, tako povsem brez duše, kot ta kamen je moj jok, ki ga ni videti. Smrt se odplačuje z življenjem. Aličine oči niso oči prostovoljcev, ki živijo in se borijo za Italijo, kjer domujejo Garibaldijeve sence in kralj Poštenjak. Aličine oči niso oči tistih, ki v jezi in strahu kričijo: vi ste hoteli to vojno, crkni ti in tvoja prekleta zemlja. V
V Vidmu se vojna strategija razpleta med palačo Belgrado, kjer domuje Cadorna, in kraljevim licejem Jacopo Stellini, v velikem parku, kjer se nahaja vrhovno poveljstvo. Na trgu pred gradom so razvrščeni topovi, ki so bili tja nameščeni po prvem bombardiranju avstro-ogrskega letalstva dne 20. avgusta 1915, prvem od mnogih. Cadorna ga pogosto obiskuje. Če je dan jasen, je mogoče v daljavi uzreti gore, fronto, ki poteka od Karnije do Soče. Zahodi Tiepolove rožnate barve. Kot tisti na freskah v palači patriarhov. Udine, capitale della guerra. Videm glavno mesto vojne. Vse odkar je kralj premestil dvor in oklepnike v vilu pri Martinjaku. In prej zaspano mesto je postalo stičišče politike in mednarodne diplomacije, ter istočasno veličasten prostor, kjer se trguje in prodaja čisto vse. Toda v Vidmu se vojne ne grejo. O njej se govori na rdečih divanih v stilu 18. stoletja v kavarni Dorta Fantini. Strelski okop Dorta, tako pravijo temu elegantnemu lokalu pred mestno palačo in na začetku klančine proti gradu. V modi je, da se gre tja na sok z mento, kakor to počne sam Cadorna, skoraj vsak večer. Visoki častniki in piloti, novinarji in najbolj poznana imena aristokracije, buržujska in ostala iz celotnega kraljestva, očarljive gospe in zakrite kot igralka Duze. Stare krčme in restauracije za tiste, ki so prišli na dopust z prve bojne linije in želijo ponovno zaužiti življenje po izkušnji strelskih jarkov, blata in smrti. Gledališča in kinematografi so odprti, gleda se alpski Herkul, mačiste Alpino, ki se z brcami in gojzarji bojuje proti Avstricem, in smeh, medtem ko se je karamele in sladkorno peno. Na postaji vozijo mimo ali se ustavljajo vlaki polni ranjencev, vrvenje reševalnih vozil in nosil proti številnim bolnišnicam. Za tiste, ki ostajajo na fronti, pa domiselnost generala Capella, ki mu po pisanju novinarja in vojnega dopisnika Rina Alessija iz leta 1917 ne zmanjka domislic. Prišel je celo Toskanini in dirigiral vojaški godbi na prvi bojni liniji. Igrali so kraljevsko koračnico in Mamelijevo himno. Avstrijci so takoj odgovorili s kanonado. Ampak v Vidmu sta vojna in smrt morata biti daleč. Cel dan sem hodil po mestu, kot otrok, ki vidi stvari prvič. Občutek sem imel, da sem odprl oči po dolgih letih teme. Prodajalne, kavarne, ljudje, ki kadijo, se pogovarjajo, se brezskrbno smejijo, povsod. Vse je bilo tako naravno, ni se mi zdelo verjetno. Mislil sem, da teh preprostih stvari skoraj ni več moč videti. Vse je bilo tako kot včasih, naravnost neverjetno. Noč. Giblješ se v krogu čudenja in čudežev. Tako je, kot bi se nebo spustilo na ulice, v vrtove, pod stebrišča tržnic. Sinje modri mrak tu in tam zacveti v soju električnih luči. V Vidmu je moč ljubiti žensko. Odprejo se palače podeželskega plemstva. V mestu je Eduardo Agnelli, podporočnik, namestnik direktorja avtomobilskega parka vrhovnega poveljstva. Piero Pirelli, vodja telegrafske službe. Zloščeni škornji in uniforme, ki so jih morda sešili krojači Chiusi, tisti, ki oblačijo D'Annunzia in imajo od leta 1868 svoj atelje na trgu Piazza delle Erbe.
ci stanno gli imboscati, sul monte San Michele ci stanno i disperati, bim bom bom, al rombo del canon. Imboscati. Sibile. Skrivači, Parola nuova. šepetajo ljudje. Parola ad hoc. Nova beseda, Dice Antonio vedno Baldini, znova uporabljena, insieme a Luigi kot pravi Marzini, Antonio Massimo Baldini, ki je tako kot Ugolini, Luigi Barzini, Ardengo Massimo Soffici, Bontempelli, Audi, Ugo Ojeti Benvenuto in di Ardengo Soffici vojni dopisnik v Vidmu. Parola Skrivač, per cancellare. beseda, s katero se izogneš zadregi, nikakor ne dezerter ali izdajalec. Vrtoglave, visoke besede, s katerih se zlahka strmoglavi. Skrivači, neusmiljena beseda, toda zapletena kot bič, ki se v zraku zavozla in ob udarcu ne povzroči bolečine. Quando colpisce non fa più male. 17. maja 1915 piše Bartolomeo Ristorto, kmet, rojen 1893, sem prispel v Palmanovo s prvim regimentom grenadirjev. Že nekaj časa so razglašali vojno. Zdelo se nam je, da gremo na svatbo, niti najmanj nismo vedeli, kaj je to vojna. Nekje pri Čedadu nas je prišel pogledat D'Annunzio. Poet. Batte Gabriello, parola fanteria, coraggio fantaccini, vivona poesia. Onkraj reke, prav pred nami je stala avstrijska carinska stražnica. 24. maja zjutraj prispe do zob oborožen kapetan in nas ogovori. Fantje, nocoj ob polnoči se začne vojna. Slišali boste topovski strel iz 305, izstreljen iz Palmanove, kar pomeni, da se je vojna začela. Zato sem zakričal Avstrijcem čez reko, kaj delate tam? Kaj čakate, da postanete naši ujetniki? In oni mi odgovorijo, kam pa naj gremo? Če zapustimo stražnico, nas bodo aretirali naši. Včasih oktobrski izleti v Oglej spominjajo na tiste rimske. Ostanki antičnih ruševin so osvetljeni z mehko in bleščečo lučjo. Nerealen kontrast s sencami bazilike, ki zakrivajo grobove prvih padlih vojakov na Krasu. V zraku je zaznati vonj po morju. Della marina ce ne freghiamo, perché dall'alto la bombardiamo, e gira gira l'elica, romba il motor, questa è la bella vita bella della Vietor. Belle ragazze dagli occhi neri, fate all'amore con noi a Vieri, e gira gira l'elica, romba il motor, questa è la bella vita bella della Vietor. Že v prvem letu vojne je v Gradežu kraljevo vojno ladjevje postavilo pristajališče vodnih letal. V laguni ob Gorgu, nato bliže pristanišču. Na začetku so bili tam tudi Francozi, kasneje ne več. So odšli, kakor turisti. Nič več vlakov na paro, ki so vozili na Belveder. Nič več vrvenja ladij, nič več parnikov za v Trst. Sedaj se v Gradežu živi po noči. Eskadrilja je v pripravljenosti. Počakam, da luna zaide, da lahko grem do Vidma, da si pomirim novo uniformo. Je slišati šepet po ulicah, med bazilikami, med mozaiki z nepremičnimi valovi in kamni, ki sta jih Rim in Bizanc pustila za seboj.
Si attende di volare. Čaka se na polet. Kraljevo letalstvo je že bombardiralo. Preleteli so otok Gorko in Zdobo. Italijanski protinapad je zadel pristajališče vodnih letal v Trstu ob Lloydovi ladjedelnici. Grado ist das Heilbad für das moderne Schulkind in der Großstadt. Gradež je idealno obmorsko letovišče za moderne šolarje iz velikih mest. Nihče tega ni več izrekel, niti napisal. Danes morje pripada vedno novim in hitrim in oboroženim torpednim raketnim čovnom. Toda tudi oni čakajo na noči brez lune. In je tišina. Potnikov ni več. Nič več ne prihajajo iz Bavarske, iz Češke, Moravske, Madžarske. Leta 1910 so našteli 11.235 turistov. V kakšnem hotelu prelistavajo stare revije. Tudi Seebad und Kurort Grado im österreichischen Küstenlande iz leta 1910. Na naslovnici senčniki razvrščeni v 4 vrste in lesena brv, ki vodi do Bade Anstalt. Kopališča z veliko restauracijo na morju. Con il grande restaurant a mare. Prispel je D'Annunzio, ki ga je Cadorna poimenoval opazovalec iz letala. On, ki je izumil besedo velivolo, letalo, besedo čistega latinskega izvora. Lahko, fluidno in naglo besedo. Leti, dvakrat preleti Trst, piše in spušča letake. Da bi vas čim prej osvobodili, se bojujemo brez prestanka. Generalštab to potrebuje. Strelski jarki izčrpavajo, uničujejo telo in duha, zato se gleda v višino. Tam zgoraj se vojna zdi sinja in čista. Il silenzio dei boschi dilata il tempo. Tišina gozdov daljša čas. Ljudje so odšli. Zdi se, da je že cela večnost, odkar se je prihajalo sem po zimi na zimske športe, tekmovanje v drsanju, tek na smučeh in potem še bob in sanke, ki jih je vse od leta 1911 družba Južne železnice prevažala kot pripadajočo prtljago. In hoteli, kakšen mir. Zgradil jih je Kajetan Schnableger, umrl ob koncu stoletja, lastnik rudnikov v Rablju. Hotel Schnableger v Trbižu, kjer je prenočil tudi cesar Franc Jožef. Kopeli z borovimi iglicami, naravna zdravila iz lekarne Johana Sigla. Hotel Schnableger v Naborjetu, žveplasto vodo iz izvira Lužnica, ki so jo do tam napeljali za hotelske goste. Pa hotel Oman s kopališčem. In Thomas Hof, 30 sob, 12 kabin za žveplaste kopeli, 2 hektara parkov. To so bila leta, ko je Friderik II. Saksonski prihajal na lov v svoje kraljevo lovišče v Kanalski dolini. Nella sua reale riserva in Val Canale. Visoko nad Naborjetom utrdba Hensel. Osamljena, piše Julius Kugi, alpski referent za avstro-ogrsko vojsko. Tam, nad Kanalsko dolino, ki so jo ljudje zapustili, tam zgoraj s porušenimi temelji, obzidjem v razvalinah, toda še vedno neukročena in ponosna. Italijani jo bombardirajo, a je ne napadejo. Dolina ima 2 obrambni liniji, zadnjo in sprednjo Zajzero. Od Schwarzenberga do malega Nabojsa. In naprej, viš. Mala podnašnja špica. Montaž. Krniška glavica. Napredujejo, se bojujejo, stojijo, opazujejo v tišini. Ujetniki z vzhodne fronte tu gradijo ceste in včasih izropajo še tisto, kar je ostalo.
padli v boju počivajo med borovci. Na planinskem pašniku Ravna je poročnik Kilmanzek postavil spomenik svojim štajercem, 10. bataljonu Landsturm, kapelico posvečeno Citi, soprogi novega avstro-ogrskega cesarja Karla. V daljavi med drevesi romarska pot, zapuščena. Mnogi so hodili po njej, peš do svetišča na Višarjih in potem navzdol na lesenih saneh. Sedaj nič več, le kamniti angel je ostal, ki kaže pot. In tista prekleta tišina in veter in sneg. Koliko snega! Še nikoli toliko. V Trbižu so ga 31. marca 1916 namerili 6,70 metra. Na meji med cesarstvom in kraljevino tablja, italijanska Ponteba povsem prazna in avstrijski Pontafel na drugi strani rečnega brega tudi prazen, okrušeni zidovi, odprta okna kot številne prazne oči in ostaja tista prekleta tišina, prekinjena s topovskimi streli. Quando dei nostri ufficiali caricheremo fucili all'Italia. Anin, se no che i biadazza i muri in di fan. Gremo, če ne bodo ti reveži umrli še od lakote. V Karni, strateškem območju na fronti, nosijo ženske za liro in 50 centov alpincem na položajih pri kraju Tolmeč in v dolini Tilmenta municijo, živež, sveže oprano perilo in novice iz okoliških krajev. Karnijske nosačice, 1000 rezervistk z oprtnim košom med 14 in 60 letom, vedno v pripravljenosti po noči in ob svitu, čakajoč pred odlagališči in skladišči v dolini, pripravljene 40 kg na ramenih, na vzpon proti frontni liniji, vrh Timav, prelaz Monte Croce, veliki Pal, mali Pal, 2, 4 ali 5 ur hoda po gorskih poteh in stezah, po zimi do kolen v snegu, poleti pod žgočim soncem. Razložijo blago, nekatere ostanejo v gorah zaradi del na bojišču, nosijo kamenje, cement in les tistim, ki gradijo zaklonišča, popravljajo proge in steze, prespijo v barakah, le malo stran od strelne linije. Druge pa spregovorijo kakšno besedo, kratek postanek in nazaj v dolino, včasih z ranjenci ali mrliči na nosilih, dol, domov, k otrokom in starcem, ki jih čakajo, domov kuhati in poskrbeti za živino v hlevu. Anin, se no che i biadazza i muri in di fan. Se la buffa ti lascia il passaggio, noi altri alpini fermarti sapremo. Kobarid. Ob koncu poletja v začetku jeseni se je vojna navidezno ustavila, kot bi želela počakati na pomlad. To je bil čas dopustov. 1917, 14. september, Strasburg. Ob polnoči podporočnik Hans Kilian, gorski strokovnjak, rezervni topničar, odpotuje z vojaškim vlakom. S seboj ima transportno listino, ki jo mora odpreti šele na poti. Destinacija Soška fronta Tolmin. Generalštab mu je zaupal nalogo na samem bojišču preučiti možnosti napada, pri čemer mora poiskati najboljše položaje in najboljšo povezavo med topovi in bombardami. Izvidnice so ključnega pomena za generalni načrt ofenzive. ...20. oktober, Soška fronta.
Na tisoče italijanskih vojakov se odpravlja proti domu. Noč 24. oktobra, Soška fronta, Tolmin. Ob 2 zjutraj, napad avstrijsko-nemškega topništva. Napad je silovit in usmerjen proti italijanski komandi in zaledju. Videm 24. oktobra iz dnevnika vojaškega strokovnjaka časopisa Corriere della Sera Angela Gattija, ki ga je general Cadorna izbral za zgodovinarja vrhovnega poveljstva. Čez dan nič novega, toda topovski streli odmevajo od vse povsod. Hrup je naravnost peklenski. Bovec, nemški bataljon, je uporabil preko 1000 bomb z difosgenom in drugimi plini. Akcija traja 30 sekund. 600 italijanskih vojakov umre v tišini. Vojna oprema ostaja nedotaknjena, s puško ob boku. Videm ob 10. uri. Cadorna prejme od poveljnika druge armade Luigija Capella povzetek dogodkov. Nobenega razloga za preplah. Fronta med Bovcem in Tolminom. Ob podpori elitnih čet na bokih prodira 12. šlezijska divizija po dolini Soče, ki je slabo varovana, ker na vojaški akademiji učijo, da je ključnega pomena posedovanje gorskih vrhov. Videm ob 10:35. Cadorna ukaže premestitev 200 topov na položaje 3. armade in priporoči varčevanje z municijo. Soška fronta. Avstrijsko-nemški topovi so odprli prehod za pehoto, ki je preplavila prvo bojno linijo in je prekinila komunikacijo med italijanskimi vojnimi linijami. Videm ob 12:15. Cadorna telegrafira vojvodi d'Aosta, napadli bodo 3. armado. Nediške doline, Kolovrat. Z bliskovito akcijo se nemške čete povzpnejo do vrha grebena, napredujejo proti Matajurju, majhne skupine se prikradejo, udarijo skoraj zmeraj na bokih ali za hrbtom in zbežijo. Med poveljniki mlad poročnik Ervin Rommel. Italijani vztrajajo na Krnu, na Črnem vrhu, na Ježi, Kolovratu, na prelazu za Gradan. Obramba pri Čedadu je v pripravljenosti, razvrščena pri gradu Grofenberg na vrhu Stare gore pri Čedadu. Videm ob 13. uri. Običajno poročilo. Ponoči se je z močnim bombardiranjem in s plinskimi izstrelki začel pričakovani napad. Proti zori je zaradi slabega vremena sovražnik napad prekinil. Soška fronta ob 15:30. Nemška vojska je v Kobaridu. Videm ob 6. zvečer. Cadorna je miren, nasmejan, negotov glede sovražnikovih potez, ali je resen napad na Tolmin ali zgolj preprost blef. Ob 19. uri pri večerji berem poročilo. Ni mi niti najmanj všeč, berem ponesrečen stavek, ki govori o sovražniku. Kar ne pridejo, piše, mi jih pričakujemo v strnjenih vrstah in dobro pripravljeni. Medvedova jajca razkazuješ šele, ko si medveda ubil, rečem Penny, Ojetiju in Giustiju, ki sedijo ob meni pri mizi. Še dobro pomislim, da je vreme grozljivo. Tu dežuje, a gori v gorah imajo zagotovo meglo. Grem v kino. Ob 10. zvečer iz čiste radovednosti grem do poveljstva. Veža je osvetljena. Vprašam, kakšna je situacija, ne kaže najbolje. Gledam obraze prisotnih. Sovražnik je pod okriljem megle po težavnem gorskem terenu premaknil nekaj svojih oddelkov za celih 22 kilometrov. Našim so prišli za hrbet. Govori se o italijanskem sedanu. Sento parlare di sedan italiana. Iz kobariške beležnice vojaški in ujetniški dnevnik Karla Emilija Gadde. Najprej so pognali v zrak Kobariški most. Oziroma, kot temu pravijo tehnično, so ga razstrelili. In to se je zgodilo medtem,
ko so zgoraj v visokih oblakih vojaški oddelki brez ukaza mirno čakali na povelje, kako naj ravnajo in tako izpolnijo svojo dolžnost. Iz doline se je dvignilo silno bobnenje. Poprava. Potem ure in ure splošen in konstanten hrup. Nato tišina. Tako se je končalo naše vojaško življenje in življenje dobrih vojakov. Z vizijo trpeče domovine, sramoto poražencev smo začeli dolg križev pot ujetništva, lakote, mučenja in umazanije. Pretrpel sem vse in še več, da bi končal v Kobaridu na koncu zadnje poti. Slabo razporejeni, brez možnosti medsebojne komunikacije so Italijani v podrejenem položaju. Mrtvih bo 11 tisoč, 30 tisoč ranjenih, 293 tisoč ujetnikov, 300 do 400 tisoč pogrešanih in beguncev, 3 utrjene linije, ki so branile severovzhodno stran, bodo prebite, razbite na koščke, desetine divizij na begu. Zakopan v nikoli raziskanih arhivih bo za celo stoletje izginil spomin na zagrizen odpor, ki se zoperstavlja, kakor pač more, avstrijsko-nemškemu napredovanju. Kobarid bo pozabil zgodbe tistih, ki so se borili na Krnu, na Črnem vrhu, na Ježi Kolovratu, na Mrzlem v dolini Soče, po gorah in dolinah. In če ostane spomin na suličarjev po Colu, nič ne ostane od tistih, ki so se v Reziji, Terski dolini, po ulicah Vidma, v Kodrojpu, Tilmentu, v Ragonji, Pradisu in pri Forčeli Klautani upirali, kakor so pač znali, in branili umik, ki se je končal pri reki Pjavi. Cadorna, ki je obtoževal svoje čete malodušja, je bil odstavljen. Nasledil ga je general Armando Diaz. Giugno. Juni. Poročilo za kraljevo upravo mojstra Karla Luigija Bozzija in poročnika Franda. Kras je srhljivo ogoljen, vidno je le kamen. Niti sledu orasti na pobočjih ob Soči, ki še nikoli ni bila tako lepa in bistra. Tam, kjer sem hodil poleti na pivo s stricem in teto, zijajo le brezoblične ožgane ruševine, ki so jih prerasle goste koprive in se razraščajo vse povsod. Avgust. In sedaj se moramo pripraviti na zadnjo dokončno ofenzivo. Pri reki Pjavi se situacija bliskovito slabša. Glede tega si ne smemo delati utvar. Cesarstvo, dvojna monarhija bo kmalu le še spomin. Saranno presto cose del passato. Trst 1918. Januar. Manjka les, oglje in razsvetljava. Po še enem zmanjšanju dnevnega obroka kruha, slamnati kruh mu pravijo, otrobi in žganje. Ljudje stavkajo, zbirajo se po ulicah. Junij. Nova avstrijska ofenziva pri Grappa al Piave je spodletela in s poletjem se razširi epidemija španske gripe. V pristanišču je zaprtih na tisoče italijanskih ujetnikov. Oktober, vzdolž celotnega avstrijskega primorja občutljivega mozaika različnih narodnosti, ki tam od nekdaj sobivajo, postajajo narodnostna vprašanja povod za spor. Razpad starega imperija je postal več kot očiten. Neurejene skupine podhranjenih vojakov avstro-ogrske vojske se vračajo s fronte. Vračajo se begunci iz Avstrije, iz Vagne, iz Potendorfa, lesenih mest z bednimi barakarskimi naselji. V Trstu ustanovijo odbor za javno zdravje, ki mu kraljevi namestnik baron Fris Skene zadnjega dne v mesecu oktobru izroči javno upravo, vodstvo železnice, poštne službe, vojne mornarice ter palačo na trgu Piazza Grande. Zastave plapolajo. Vsak je izobesil svojo. Tisti, ki hočejo boljši razgled, plačajo mesto ob oknu tudi do 40 kron. Pogajanja se prepletajo s silami Antante. Svet se ruši.
November. Nasilje ter politični in socialni izgredi. Videti je, kot da bi mesto preplavili vojaki avstrijske vojske in italijanski ujetniki osvobojeni iz avstrijskih in madžarskih taborišč. Uničenje in ropanje, običajni prestopniki, komaj izpuščeni iz zaporov. L'Audace avrebbe dovuto chiamarsi Kawakaze. Ladja Audace, zgrajena v ladjedelnici Yarrow v Glasgowu leta 1916 za japonsko mornarico, bi se morala prvotno imenovati Kawakaze. Italija jo je kupila še preden je bila dokončana. 3. novembra je pristala prvič v spremstvu 2 vodnih letal na pomolu San Carlo. V Trst prihaja Italija. Vojne je konec, Sveti Just, trobojnica in zastave, vsak svojo. Pomol San Carlo postane molo Audace, veliki trg, Piazza dell'Unità d'Italia, nabrežje Carciotti, Riva 3 novembre. Novo pristanišče posvetijo kralju Vittorio Emanuelu III. Grosse kazerme postane kazerma Oberdan. Vojna je konec tudi za Landsturmerja, ki se je dan za dnem spuščal z griča Greta vse do nadvoza pri Barkovlju, stražiti železnico, začel in zaključil je svoje delovanje. Vojne je konec. Še zadnjič obrne ključ v ključavnici in nato domov, blizu stare avstro-ogrske utrdbe Krezič, bodočemu spominskemu prostoru svetilnika, posvečenemu italijanski zmagi v prvi svetovni vojni, Faro della Vittoria. Vojne je konec. Zares konec?